Torej, spoštovani, v projektu, ki se imenuje Spodbude SVO, socialno vključevanje mladih ljudi s posebnimi potrebami v lokalno okolje, to pomeni, smo se letos namenili lotiti ene posebne teme, za katero bi morda lahko rekel, da se je ni lotil še nihče. Morda se je celo ni lotil nihče na celem svetu. Naslov je te teme je sicer precej formalen, formalističen, ampak je vseeno dober. Govorimo o inkluziji in o skupnostni skrbi. To sta dva žargonska izraza, ki se uporabljata v literaturi, uporabljata se v strokovnih krogih, pa tudi v vsakdanjem življenju. Lahko pomenita marsikaj, zagotovo pa pomenita to, s čimer se bomo srečali danes. Temu ciklusu smo povabili nekaj predavateljev, oziroma predavateljic, dve od njih boste nastopali danes. Eni ime Mateja, drugi ime Jana. Govorili bosta o nečem, kar bi moral slišati tudi župan, moral bi slišati vsak državljan te države. In sicer zato, ker temi, s katerima sem več posvečen, nista pomembni samo za ljudi s posebnimi potrebami, kot jih imenujemo, ampak za čisto vsakega človeka. Kako zelo, na kakšen način sta pomembni, boste videli. S tem se boste srečali v nadaljevanju. Preden prepustim damo na besedo, bi rad poudaril še to. Ne obstaja veliko krajev, kjer se lahko človek odkrito, pošteno, svobodno pogovarja o takih temah, kot se bomo danes. Zato je tale prostor še toliko vrednejši, zelo pomembnejši in seveda zahvaljujem se lastnikom, oziroma, kako ne rečem, upraviteljem in prebivalcem, uporabnikom, tih izrazov je zelo veliko, da ste bili voljni nam za kratek čas tale prostor nameniti oziroma ponuditi in pa seveda Kartini, da je vse to sploh organizirala, oziroma da je poskrbela, da smo danes tukaj. Meni je zelo pomembno, čisto posebno je pomembno, da je to prostor, v katerem se počutim dobro, da se počutim sproščeno in da verjamem, da se počutite tudi vi tako, oziroma podobno, in da se boste. Zdaj pa da ne bom pa več govoril, se vam zahvaljujem za
vašo navzočnost in seveda prosim Matejo in Dijano, da prevzameta krmino sejo še. Hvala, Dušan. Midve z Matejo sva si to srečanje zastavili malo bolj interaktivno, kar pomeni, da ne bova midve govorila več čas, ampak boste vsaj malo govorili tudi vi, tako da boste imeli možnost povedati, zakaj ste tukaj, kdo ste, kaj vas zanima, pa skupaj si bomo tudi pogledali, zakaj je spolnost pomembna za vsakega človeka, kot je rekel Dušan, in tudi kaj je to skupnostna skrb in zakaj je potrebno govoriti o skupnostni skrbi za osebe, ki potrebujejo več pomoči v lokalnih okoljih. Tako da jaz bom zdaj predala besedo počasi Mateji. Tukaj vidite, oziroma ste videli, kakšna bo približno struktura našega srečanja. Malo zamujamo, ampak nekako tako bo vse skupaj potekalo. Začeli bomo z eno aktivnostjo in sicer se bomo predstavili. Tako, jaz sem si zamislila, zdaj ne vem, naverjetno se vsi med seboj že poznate, koliko toliko. Zdela pa se mi je zanimiva vaja tale, ker se nekako vsi vedno predstavljamo, kaj si mi mislimo o sebi, oziroma kako se mi predstavljamo. Pa bi vas mogoče prosila, da se pa predstavite stavkom ali dvema skozi oči nekoga bližnjega. Zdaj lahko je to mami, lahko je brat, lahko je prijateljica, učiteljica, nekdo, ki vam je mogoče blizu, kaj bi on rekel o vas. Recimo stavek ali pa dva. Jaz sem zapisala svoje dva stavka oziroma povedi, da sem recimo preveč zaokrina, ampak sem empatična, da se mogoče vihrava, to predvsem mami večkrat reče o meni, ampak da v stresnih situacijah recimo najdem hitro rešitev. Tako da, Dijana, mogoče ti razbiješ led, pa poveš o sebi. Ok, zame bi rekli, da sem preveč naivna, ampak je to tudi dobro, zato ker ljudem najprej zaupam, dokler mi ne dokažejo, da niso vredni zaupanja. Moja hčerka bi o meni rekla, da sem najboljša mami, zato ker mi veliko dovolim. Ne dovolim vsega in pa dovolim kakšne stvari, ki mogoče običajni starši ne dovolijo. Kot je na primer plezanje po omarah in podobno. Ob nadzoru seveda. Tako da zase bi rekla, da sem odprta in pripravljena na marsikaj. Tako da, Maruša. Jaz sem Maruša, drugače sem poklical zdravnica, ampak sem že od 2011 ven iz medicine, pač sem še od druge vodnike, zato je me Dijana povabila, pač že 13 let sem v poklicu prostitucija, eskort in dominacija. Tudi kar nekaj sem delala s strankami invalidi, tako da poznam tudi zakulisje vsega tega. Zdaj, kaj bi kdo meni rekel, pa čisto odvisno, koga vprašamo. Ja, starši so seveda razočarani, ker niso šla po taki poti, kot so si oni zastavili, sploh, ker imamo toliko zdravnikov v družini, pa sem jih nekako razočarala. Še zmerno imajo valjda ful radi, ampak jim je ved in molijo za dan, ko bom šla kao na pravo pot. Prijatelji bi pa rekli, da sem ful dobra prijateljica, v redu poštena, iskrena oseba, in odprta in brez tabujev, ampak da sem ga tudi v life pač malo skrena, malo bluzena, da sem pač sposobna več, kot sem zaenkrat naredila, ampak še več. Vse tudi Freud je do 40 leta vse pogruntil in še lepo se izkazal, tako da... Hvala. Samega sebe upisati v 2-3 stavki. Lahko tudi samo besede navržete, ni treba celih stavkov tvoriti. Kaj vam pade na pamet, kaj bi recimo prijatelj rekel o vas ali pa nekdo od vaših bližnjih? Se lahko še kdo drug, pa se mogoče vmes spomnite? Jaz recimo, to mi je zelo zanimiv par mojih starših oziroma sploh mami mi ponavadi zmeri tako reče, da jaz sem tako, no, prije v kakšni situaciji, kjer se pa obnašam tako, čist po svoje, stvar naredim čist po svoje.
In pol mi mami ponavadi zmeri, če sem jaz zmeri malo poseben zaradi tega. Drugač pa, si pravim, kako bi samega sebe na hitrejši opisal. Zelo veliko hobijev, zelo veliko hobijev, dost hobijev, rad se družim z vrstniki, zadnje leto tudi zelo navdušen fotograf, sicer res ne s telefonom, ampak Super. da, to je nekaj. Tini? Sicer pa tak, malo sem odsvoj. Odlično. Super. Ja, najbolj to začnem z besedami moje mame, a ne? Ja. Čeprav v mladih letih, mlajših, bom rekla, zelo mladih, mogoče ni tako mislila, da se mora veliko skrbi povzročati zaradi mene, a ne? Zdaj pa pravi, da sem modra ženska. Presenečen družino se mi zdi večkrat. Ja. Hči me gleda z žaričnimi očmi, sem vesela, da glede na to, da smo neki ženski navezi, da je to tako, vemo tako. Sinova bi rekla večkrat, da bom mami, tisti res posebna. In ima rečem, ja, pa še bom in prav in tako, pa jaz smo to naprej. Ja, tako, nakratko. Ja. Jaz sem pa v bistvu mama otroka z gibalno oviranostjo, no, tako da me je to, na ta način mi je življenje tudi malo drugače postavilo, ker bi mogoče ratala drugačna oseba. Kot majhna sem bila sramežljiva, zmeraj v ozadju. Zdaj pa v bistvu hočem početi stvari, v bistvu grem z glavo skozi zid. Hočem doseči tisto, kar je dobro za ljudje. Čeprav sem prav tako, kot Diana prav, velikokrat presenečena, naivna nad odzivom, oziroma vseh mislim, da so vsi ljudje dobri, vsi v redu, ampak prideš pol do spoznanja, da temu ni tako, no, ampak še zmeri ne obupavam, rimam z glavo skozi zid, tudi doma mi tako rečejo, pa vse to ne bo šlo, pa ne, pa kam ti rineš, tako da moram pa reči, da Ervin pa imam pa za eno zaveznico, čeprav on ustraja tudi pri svojih trditvah, mislim, da se je precej naučil od mene, ampak vse glih je na koncu mami tista, se bo pa mami zrihtala, če nam ne bo ratala. Mislim, da kar vsi, no, tudi starejši sin pa mož dostkrat reče, to pa Andreja to uredila. Mi je pa malo težko določene stvari speljati, ker sem še zmer nekako v sebi sramežljiva in me je strah in cele noči ne spim, če imam kakšen tak dogodek, da ne vem, če se bo speljal. Samo vse glih ustraja, ker če ne bi ustrajala, po moje danes ne bi bili tle. Bi pa mogoče dodala za tale vaš projekt še, mi smo veseli, da ste se odločili za naš prostor, ker tudi fajn je, da se ta prostor predstavi in da bi tle noter zahajali mogoče čim več gibalno oviranih, ker to je en prostor, ki je prilagodljiv. Imamo osebe v dopoldanskem času, ki jim lahko pomagajo, tako da to je pa res, da vključevanje v lokalno skupnost, na trg dela. Mi smo se tukaj odločili bolj za te težko gibalno oviranje, ker ne bojo imeli nikoli možnosti za poslovanje, tudi če se še toliko trudimo. Tako da mislim, počnejo pa dejavnosti, tako kot je že Rok povedal, tisto, ker so njihovi hobiji, ker imajo oni radi, trudimo se v to smer, da počnejo pač to, kar si želijo in je le smisel njihovega življenja, ne? Pol bomo imeli ful časa za razpravo, samo da se res fokusiramo na par stavkov o sebi s vidika svojih bližnjih. Tako da bi prosila Duša, mogoče še ti kak stavek poveš? Moji najbližji, to pomeni žena in najbolj 3 otroci, bi verjetno rekli, da sem dober človek, da sem neodvisen in da sem marginalec. Kaj? Marginalec pomeni, da živim nekje na robu tistega, kar
je najbolj uveljavljeno, najbolj načeno v življenju. Nekje na robu. Aha. Pa ne greste čez rob, živite na robu. Nekaj tako. Okay. Ne gre pa čez. Okay, prav. Okay. Lahko zdaj, zdaj se moramo upisati, ne? Kot Par stavkov na hitro, samo kaj bi recimo nekdo od tvojih bližnjih rekel od tebi, da si, kak si, pa da se strinjaš s tem. Ja, jaz se strinjam, da sem odličen dečko, pa da sem zelo sproščen, kot vidite, zelo rad govorim. Res. Ja, no, zato me tudi profesori porabijo, ker sem super prodajalec. Aha. Ja, pa če zdaj govorim, kar mi pade na misel, ne? To smo se pravilno. zmenili. Tako. Ok, no, v redu, prav. Ok, torej rad prodajam, to sem vedel. Kot vidite, sem tudi malo komika. Ja, ok. Ja, no, tako da se pa rad vam zahvalil za to, da ste tole organizirali, tako da hvala. Hvala tebi, da si prišel. Prosim. Maruša? Maša. Maša, pardon, Maša. Ja sam dosta itekajena oseba, mama mi pravi, da mi je ful hvaležna nota in moram zahvaliti mami, da je od mene naredila takega človeka, da lahko normalno funkcioniram. Ja, da bi se tudi zahvalila profesorju mojemu šefu Dutanu pa Kralju, da so mi zrihtala službo v reciklajnici. Prijatelji pravijo, da se dobro najdem. Spremljevalka mi bi rekla, da sem ful komunikativna, zabavna. Hvala, Maša. Pa vi? Kako vam je ime? Jaz sem pa Katarina Mlakar, sem pa preko javnih del delala v civilstvu 1 leto. Sem se znašla iz takšnih razlogov na zavodu in sem delala 1 leto preko javnih del v skupini PRP. Bila sem spremljevalka Žerak Klemna. No, zdaj pa delam kot prostovoljka, ker čutim nekaj. Taka sem, to bi me tudi moji otroci, sem mama 3 otrok, babica 6 vnukov in se mi zdi, to so pač mladostniki, otroci, kakorkoli, ker vidim, kaj rabijo, tokle pa jim tok pomeni. In z njimi, ja. Vidim, da se moja fajn v vaši. Samo mamo pa lahko zajade. Ja. Hvala. Luka, vi? Mene bi pa ljudje opisali, ne odpisali. Kot odprtega, zaupanja vrednega, zabavnega, poštenega, toplega človeka. Kratko in jedrnato. Tako. Jaz se vsem zahvaljujem za iskrene besede. Uspeli smo 3, tako da jaz bi prosila Rok, če še ti poveš, čeprav se te ne vidi. Zdaj bom samo svoj glas posodil, ali pa če se postavim, ja, samo malo, tole malo pretrdem. Govorjenje o sebi. No, mogoče bom povedal nekaj, da sem bil v bistvu precej nesamozavesten, da pa nekaj me pa zelo izostril. Pa ne od začetka. In to je, da se ukvarjal z alpinizmom in da sem nekaj časa živel zelo na robu, da sem doživel stvari, da ne vem, kaj me je v to peljalo,
In da mi to dostikrat pomaga, da si tudi kaj upam reči, pa narediti, pa da je to zelo dobro potem tudi za delo z ljudmi. No. Tako da, drugače pa zelo rad to delam, ne. Zelo rad imam te zadeve, ta projekt, ker se mi zdi, da je neka nadgradna sam tistega šolskega dela, da je to res tista pika na i. No. Tako da, hvala za povabilo in za vaš trud. Ja, profesor, če smemo vprašati. Pa še dva malo na novo, Živjo. Opisujemo se preko besed naših bližnjih, kaj smo, kdo smo. Čist na kratko, v par stavkih pove vsak. Ni treba, če ne želite. Meni piše, da sem zgovorna, ampak včasih moram malo počakati, da se v to družbo znajdem, pa vpeljem. Drugače sem pa ful vesela, pa ful rada pač hodam okolno. Nisem tako zaprta, pa včasih sem bila zaprta. Hvala. Diana, boš ti nadaljevala? Ja, s tem jaz tukaj pripravljeno še eno aktivnost, ker smo veliko časa že porabili za predstavljanje, ampak vseeno bomo mogoče malo prilagodili. Tukaj so ene kartice in na karticah so ljudje, kot smo ljudje tudi mi. Jaz jih bom zdaj dala sem na tla, pa vas prosim, da si jih malo pogledate. Okay? Pa naj vsak pogleda, pa zbere eno ali pa dve kartice, ki ga najbolj pripeljejo. In se bomo potem s pomočjo teh kartic navezali na spolnost, pa spolno vzgojo. Naša. Okay? Pa me tudi zanima, zakaj ste tukaj, kaj vas je tako pritegnilo, to ste že povedali. Tako kar. Kaj izberemo? Ja, izberete. Lahko imate tudi dva isto kartico. Vsak naj si eno zbere. Eno, dve. Vidimo, tukaj so različni ljudje in to so kartice, ki sta jih naredila Aleksandar pa Alison Gray. To sta dva umetnika, mož pa žena, ki delujeta v New Yorku in imata en takšen skupnostni prostor, ki se mu reče Chapel of Sacred Mirrors, kar pomeni kapela svetih zrcal. In noter so slike, ne samo te slike, potem boste videli še kakšno drugo, ampak za spolno vzgojo so se me zdele te zelo primerne. A ste končali? Ima vsak svojo približno? Ja, še bomo. Ok, pa bomo naredili en krog. Rotate mi je, da ni Katera? Tale? Ta? Ta, sonček? Tebi sonček? Lahko meni je. Srednja. Vzela je na Lahko meni je tisto leto oranžno. Tole? To je. Ok, hvala. Tako da zdaj rabimo enega pogumnega prostovoljca, ki bi začel. Ti mu zdaj povej, kaj si izbral, pokaži nam sliko, pa zakaj si jo izbral? Tega, zato ker tle meni izgleda, da je njega častijo, ker je tako zelo razsvetljen in iz njega izhaja žar. In zato sem mislil, ker je vsak človek lahko tak, vsak človek je lahko drugim v spodbudo, da so tudi oni boljši, a ne? Tako da, ja. Ja, hvala ti naprej. Okay. Zdaj bi šli pa kar v krog, tako da ti povej levo ali desno, kdo bo naslednji. Torej, imaš dve izbiri. Levo. Levo, kdo levo od tebe? Levo od Timoteja. Čakaj, aha, se malo, bomo šli po vrsti, prav? Bo lažje. Pa hitreje, tako da. To še pokaži na kartice, ja? Tukaj to tem debejala, da tukaj pate imam jada jogo in pate mama ja delitim ne take je veselito, da bo ledino, da je ljubeden, da dati. To pa tem debejala, da tukaj pat mislim, da ko pa idem v NPO, to je da pat
ide mene da je pozitivna energija in te dalo te ni tam v mene pogledate pa Jaz sem znala tole, ker je pa tako kot neka morska deklica, ki ima 4 roke, pa še svetniški si. Tako da taka malo abstraktna podoba, ki je pač od pjur do prevrznjaške. Pol tle ena in pjur mamica in dojenček, ki lepo pije, in še ena prevrznjaška, ki ima sutra, tako da je lepo, vse all inclusive. Hvala. Ja. Rok, bi nam ti pokazal svojo kartico? Aha, se jo že kažeš, pa bereš v zadnji. Povej, zakaj te je ta najbolj pritegnila? Takšna pozitivna energija se mi zdi. Žarevanje takšne pozitivne energije. V bistvu na eni strani, ali pa lahko, če se navežem, prav na spolnost, ženski del, ki je tak bolj svetel, ali pa moški del, ki se mi pa zdi tak bolj temeljni. V bistvu, če bi pa samo te dva dela, te dve sliki, šel združil, pa pol pač dobimo neko celoto, ki pač z vidika spolnosti lahko tvori nekaj tretjega, to se pravi novo življenje v tem primeru. Hvala. Jaz sem malo privilegirana in sem si izbrala kartice že prej. To ne velja. To ne velja, Diana! Vem, da ne velja, ampak sem hodila to pokazati, kako vedno zbiramo samo tisto, kar nam je na voljo, ker nimamo drugih možnosti. Tukaj sem zbrala to sliko, ki ni sicer direktno povezana s spolnostjo. Jaz sem te kartice večkrat testirala, sem jih dala različnim ljudem, da pogledajo, pa naj zberejo, kateri bi bile. In večinoma so mi za to sliko rekli, da to pa nima nobene veze s spolnostjo in da pač to ne bo nikomu nič povedalo. Kaj meni pove? Pove mi nekaj, kar sem slišala pred časom in sem si zapomnila, in se tiče spolnosti. Sicer, da so ženske kot voda, kar pomeni, da se, če se pogledamo spolnost, počasi ogrejejo in dlje časa ostajajo tople, tudi pri doseganju orgazma ali pa spolnih užitkov. Moški so pa kot ogenj, hitro zagori in potem hitro ugasne. Tako da tam sem pa zbrala 3 kartice, ker zame spolnost ni samo fizični akt in so vse te kartice, ki so tukaj, sicer zelo zgovorne in opišajo različne vidike spolnosti, ampak zame osebno je premalo. In zakaj tudi spolna vzgoja tako zelo pomembna? Zato, ker s tem nadaljujemo vrsto in prenašamo naprej ne samo svoje gene v obliki novih živih bitij, ampak tudi vse vzorce, kulturne, vse naše navade, vse to, kar so nas naučili, kaj pomeni biti ženska, kaj pomeni biti moški, kako se obnašati drug do drugega, kako vstopati v odnose. In o tem lahko razmišljamo in je prav, da razmišljamo. Znanost je danes že tako napredovala, da so nekatere stvari, ki so bile včasih samoumevne, kot je na primer to, da je homoseksualnost bolezen ali pa samozadovoljevanje smrtni greh, ki bo povzročil raznorazne psihične bolezni. To je danes že zdavnaj ovrženo. Na srednji sliki je roka. Roka predstavlja moč. In spolna vzgoja je lahko tudi način, kako se mi opolnomočimo, kako presežemo to, kar nam je ponujeno, pa vsiljeno, pa predstavljeno kot edino možno, z razmišljanjem in s tem, da se med seboj pogovarjamo. Zadnja slika predstavlja pa skupnost. Zdaj, če bi šli blizu, bi videli, da je sestavljena iz različnih obrazov in iz oči, kar pomeni, da mi vsi gradimo skupnost in tudi tukaj, kjer smo mi, nisva samo midve z Matejo in ne želiva vam frontalno predajati nekega znanja, malo že v nekem obsegu, ampak nam je veliko bolj pomembno, če ste si že vzeli čas, da ste prišli
da imate tudi vi kaj od tega in da lahko izrazite, ker vsak človek je zmožen za razmišljanje in vsak ima dosti pametnega za povedati. In tudi če je tisto, kar želimo povedati, mogoče ni najbolj razumno, smo tukaj ostali, da preko pogovora odkrijemo, a je lahko še kako drugače. No, jaz sem si pa izbral tole sliko. In nisem si jo izbral kot okostnjaka, ampak glede na to, da govorimo o spolnosti, sem si jo izbral kot rentgensko sliko. Ker rentgen posije skozi, ne veš, a je to moški, a je to ženska. Strokovnjak ve, dobro, strokovnjak, zdravnik mogoče, zdravnica bi vedela, mogoče na prvi pogled, mi pa ne vemo, ne? A ve kdo, a je to moški ali ženska? A to je Martin. Čak, pomeni ženska. Ne, čakajte, sem imel po širini bokov, pa jaz bi rekel, da je to moški, ki se je prelepil v žensko. Ja, drugače tudi tle, mislim, to je tle napisan skeletni sistem, začne se pa smrt, tvoj nasmeh. Ne vem, zakaj v kosti enačimo smrtjo. Smrt je pa ženskega spola, kar spet ni v redu. Jaz bi to samo tako rekel, da enkrat vidimo v kosti, smo enaki, ni nobenih priveskov, ni nobenih izveskov, tako hvala, je v kosti. Ko ti pa maj... Kaj povedi? Ko ti pa majitev, pa je tam makoče pa koda. Kako da je bi še enkrat nisem zakaj? Ko umejati. Aha, ja. Je tam kot pa koda. Je samo kot pa koda, ja, to ja. Ja, vse to je to, no to sem hotel reči. Rentgenski posnetek pač ne izda nič posebenega, spolnost moški je sta moški in ženska, ampak v resnici smo pa enaki. Je pa pod kožo, ne samo, da smo vsi krvavi, pod kožo smo tudi vsi koščeni. In enaki smo v smrti, pa enaki smo tudi v tem, da je vsak človek, če ni resno poškodovan, zmožen za doseganje orgazma. Tudi tisti, ki so mentalno ali pa fizično hendikepirani. Je pa v javnosti, tako strokovni kot v laični, še vedno močno zakoreninjeno prepričanje, da naše pa to ne zanima, to jih bo samo vznemirilo, oni si tega ne želijo. Vsak človek si želi biti ljubljen, sprejet, zaželen in vsakemu je lepo, ko doživi orgazem. Je pa žal tako, da veliko ljudi še vedno ne doživi orgazma, nekateri niti ne vedo, da je to možno, zato ker živimo v taki kulturi, ki jo je zaznamovala 2000-letna vladavina rimokatoliške cerkve, kjer je spolnost nekaj grešnega, prepovedanega, kjer je točno določeno, ali pa vse včasih je bilo to veliko bolj očitno, kdaj se sme, s kom se sme, na kakšen način in zaradi kakšnega razloga. Tako da bomo kasneje malo več povedali še o sami spolnosti, pa tudi o tem, kaj sploh je spolna vzgoja za 21. stoletje, spolna vzgoja kot praksa, kot inkluzivna praksa, ki vodi do nekega novega, drugačnega sveta. Tale slika se mi zdi, da predstavlja nekako večno čudenje nad svetom. V bistvu je postavljen na sredo z nogami trdno na tleh, ampak si dopušča vedno nova presenečenja. In te očki nekako kažejo. Ja, je še veliko za odkriti. Moja risba, slika, pa v bistvu predstavlja veliko nekih ornamentov, nekih stvari in mi mogoče posebej spolnost na ta način, da spolnost nima samo enega vidika, je veliko nekih različnih doživetij, različnih vidikov spolnosti, različnih smeri, tako da bi lahko v bistvu na ta način besedila, da ni spolnost enakoznačna, tudi vsak človek jo doživlja drugače, ima drugačne izkušnje, tako da mislim, da vsak mora imeti priložnost izkusiti različne vidike te.
naslednji, kdo je na vrsti, ne bi, ok, smo potem končali. Ja, ok, potem se pa pustimo kartice na tleh, oziroma jih bomo potem pobrali, lahko pa še malo pogledate. In si sedaj pogledajmo, kar pomeni to, a smo mi moški, a smo ženske, kako smo urejeni, kako se počutimo, kaj delamo, da bi bili bolj privlačni, na kakšen način skrbimo zase in tudi za svoje medosebne odnose. Zdaj, s spolnostjo se povezuje tudi pojem perverzije. In vidite, da piše, da je perverzno vse, kar je v nasprotju z naravnimi zakoni ali pa z družbenimi normami. Zdaj, družbene norme se spreminjajo, jih oblikujemo mi ljudje, skladno s spoznanji, do katerih pride tudi znanost. Seveda pa traja veliko časa, da tisto, kar znanost odkrije, tudi zares zaživi med ljudmi, se začne prakticirati. In prej sem omenila, da je bila včasih homoseksualnost zabeležena kot duševna bolezen, danes temu ni več tako. Zame je pomembno pri perverzijah ta druga publicistična raba, ki pove, da je perverzija sprememba oziroma prevrednotenje. Jaz izvajam izobraževanja o spolni vzgoji za različne skupine oseb s posebnimi potrebami. Od otrok, mladostnikov do tudi mlajših, odraslih in starejših. In ravno s tem namenom odpraviti družbene nepravilnosti na tem področju, zato ker smo vsi spolna bitja in vsi imamo pravice, ki so določene v Splošni deklaraciji človekovih pravic. Te pravice se pa žal ne izvajajo. Za vse zelo slabo se pa izvajajo za tiste osebe, ki so malo bolj hendikepirane. V nadaljevanju si bomo pogledali še, kaj je rekel Freud glede perverzij. In sicer je rekel, da mnogi ljudje, ki so kakorkoli perverzni oziroma drugačni v svojem vsakodnevnem vedenju in obnašanju, so perverzni tudi, ko se dotaknemo njihovih spolnih praks. Rekel pa je tudi, da mnogi ljudje, ki so navzven videti normalni, ki živijo neka normalna, običajna življenja, so na področju spolnosti perverzni oziroma je njihova spolnost morda nezadostna, morda ne takšna, kot bi lahko bila, morda tudi ne takšna, kot je razvidno tam na tistih slikah, kjer si recimo ti Timotej videl energijo in vse to, kar gre. Torej, spolnost je več kot samo fizičen spolni akt in perverzije so mnogo bolj pogoste, kot pa si mi mislimo. Da povem še danes svojo Facebook skupinco perverzije, ker sem jaz admin, tako da če koga zanima, pa seveda mi se vključam. Aha, ok. Hvala. Tako da zdaj, če bi želeli si pogledati en kratek filmček, a vas zanimajo, katere so... Mogoče na koncu. Ja, ok. Katere so perverzije? Ja, par perverzije in tudi bomo pogledali, pač, kako je to med ljudmi. Ok? Zakaj govoriti o spolnosti in spolni vzgoji? Zato, ker je spolnost en velik vidik našega zdravja. In tukaj vidite spolno zdravje. Svetovna zdravstvena organizacija je že leta 2006 opredelila spolno zdravje kot stanje fizičnega, duhovnega, socialnega, kar pomeni družbenega blagostanja v povezavi z našimi spolnimi potrebami. In na tem področju se pojavlja tudi veliko skrbi oziroma concerns, kako se zdaj o tem pogovarjati, kako skrbeti za uresničevanje teh pravic. Ker s spolnostjo je poleg tega, da je to lahko zelo lepa izkušnja, povezano tudi veliko grdih stvari, veliko travm, veliko občutkov neustreznosti. Že če samo pogledamo, kakšna je prevladujoča podoba nekega zdravega človeka, privlačnega, kot nam jo posredujejo mediji. In če pogledamo sami sebe, redki smo tisti, ki zares ustrezamo tem normam, pa še tisti, ki mogoče nas ven zgledamo, da bi nas lahko dal v to škatlo
zdravega, privlačnega, zadovoljnega človeka, imamo verjetno v sebi, v svoji duševnosti še veliko stvari, ki pa so mogoče take, ki niso najbolj zaželene. Lahko smo tesnobni, lahko imamo težave z navezovanjem stikov, lahko smo nezadovoljni sami s seboj, čeprav vsi ostali mislijo, kako smo super. In je pomembno se pogovarjati o spolnem zdravju. In spolno zdravje je tak širok pojem, na katerega vpliva veliko stvari. Vplivajo zakoni, politike, kaj je normalno v neki državi, kaj se sme, kako se spolnost prakticira. In že lahko pogledamo in vemo, da ta naša ni edina pravilna. In tudi na karticah imate malo vzhodnjaške spolnosti, ki je bolj mogoče usmerjena v ta energetski nivo. Potem vemo, da recimo na vzhodu je monogamija nekaj, kar ni ravno običajno. Tako da prakse so različne in odvisno od posamezne države, kaj se prakticira. V splošni deklaraciji človekovih pravic, ki pa velja za vse, je pa zapisano, da smo vsi spolna bitja in vsi imamo pravico do seksualno-spolne edukacije in do uresničevanja teh svojih pravic. Opala, jaz sem bila prehitra. Na naše dojemanje spolnega zdravja vpliva tudi izobrazba. Tisti, ki so deležni spolne vzgoje, imajo praviloma tudi boljše spolno zdravje. Ker tako kot fizično zdravje, je tudi spolno zdravje nekaj, na kar lahko mi sami vplivamo in lahko sami veliko naredimo, zato da smo bolj spolno zdravi. In v državah, kjer je spolna vzgoja del nekega sistema, kjer se to sistematično izvaja, je tudi manj splavov, je manj mladoletniških nosečnosti, je manj nekih tveganih oblik vedenja, kot pa tam, kjer se o spolnosti ne govori, kjer se jo prepoveduje, zavrača in stigmatizira. Na spolno zdravje vpliva ta družba in kultura. Seveda tudi ekonomija, naš kapital, koliko imamo mi nekih sredstev za to, da si lahko omogočimo kakšne stvari, s katerimi smo potem bolj zdravi posamezniki. In tisti, ki imajo manj ekonomskega kapitala, imajo praviloma tudi slabše spolno zdravje. Zdaj, če bi generalno pogledali tudi sami sebe, smo vsi na nek način v neenakem položaju in smo vsi na nek način prikrajšani in si težko privoščimo vse tiste stvari, ki so na voljo. In tudi zdravstveni sistem v nekaterih državah imajo zelo dobro urejeno tudi glede spolnosti pri osebah s posebnimi potrebami, kaj vse pa je njim na voljo, kaj jim pripada, kaj si lahko privoščijo. V drugih državah pa ni tako. Kako se vam zdi, da je v Sloveniji? Ni tako. Sicer, če se spomnite, tisti, ki ste hodili v šolo, je bilo kaj govora v šoli o spolnosti? Ja. Je? Ja, pa mislim, Tudi. Ja. Ste se pogovarjali tako redno? Ja. Potem? V osnovi, jaz če se prav spomnim, skoraj nič, ampak oziroma čez nič. Osredno povedal. Pa več. Ja, večinoma je v Sloveniji spolna vzgoja omejena na tistih nekaj predavanj ob sistematskih pregledih, kjer se mlade pouči o kontracepciji pa spolno prenosljivih boleznih, ampak to je spet samo en vidik, samo ta fizičen vidik spolnosti. Ne govorimo pa o odnosih, o navezovanju stikov, o teh mogoče bolj duhovnih vsebinah, ki nam tudi omogočajo, da smo bolj zdravi in zadovoljni ljudje. In zdaj Anglija je predlagala celostno spolno vzgojo, ki je vezana tako na telesni, kot tudi na duhovni, duševni vidik, predvsem pa s pristopom, ki ne obsoja in ne temelji na strahu, kar pomeni, da se z otroci pogovarjajo že od majhnega o spolnosti, pa ne mislim o seksu, ampak prilagojeno njihovi razvojni stopnji, ampak samo to, da je
da so te pogovori del pogovorov, da ni to nekaj, česar bi se bilo potrebno sramovati, izogibati, ker spolno znanje tudi ne dobimo kar tako, ne pade iz neba, iz pornografskih filmov tudi ni najbolj ustrezno. In če bi želeli nekoč v prihodnosti neko drugačno, bolj pravično, bolj vključujočo družbo, bi bilo smiselno, da se tudi v Sloveniji uvede spolna vzgoja kot predmet, ne kot tistih par ur biologije ali pa 2 sistematska pregleda mogoče, kjer se poučimo o spolnih organih in spolnih žlezah. Celostna spolna vzgoja posreduje znanje na interaktiven način. To je ta način, ko smo ga tudi danes želeli malo prikazati, da se pogovarjamo, da si kaj pogledamo, da se učimo drug od drugega, ne pa samo tako, da pride ena medicinska sestra, se postavi pred tablo in 2 uri govori. Tako da na celostni spolni vzgoji tega ni. Gre pa za to, da se skupaj naučimo najprej primernega besednjaka, kako se spoštljivo pogovarjati z drugimi, kako poimenovati spolne organe z nekimi nevtralnimi izrazi. Posredno se pa tudi učimo pogovarjati med seboj, učimo se poslušati in sprejemati drugega in tudi razbijamo kakšne predsodke. Najbolj pomembno pri celostni spolni vzgoji pa je, da se izvaja kontinuirano, kar pomeni, da ni nekega efekta od enkratnih srečanj, predavanj, ampak če želimo karkoli, pa ne samo na spolni vzgoji, tudi na drugih področjih, nekoga naučiti, potem je smiselno, da to počnemo redno in pogosto. Na spolni vzgoji se otroci, mladostniki, mlajši odrasli in vsi ostali učimo o sebi in tudi o svetu. To je priložnost, da se znebimo kakšnih predsodkov, da razbijemo kakšen mit, kot je bil včasih recimo mit o tem, da ženske ne doživljajo orgazma, tiste, ki pa ga, so abnormalne in jih je potrebno zdraviti. In to je bilo pred mogoče 50-80 leti splošno razširjeno stališče. Danes ne vem, katera ženska bi se strinjala, da je za njo spolna vzgoja to, da rodi otroke in katera bi legla vsak večer ali pa vsako jutro ali čez dan z možem v posteljo samo zato, da bi ustregla njemu. Nobena, ja. Ali pa katera mogoče. Ja, se že dogajalo. Ja, tiste kot oblonite, Se zdi, da ima kot barma ja, kaj? Mateja, a bi res? Se ne strinjamo, Ja. In preko teh vsebin imamo možnost premisliti medijsko posredovanje spolne vloge, kaj je prava ženska, kaj je pravi moški, kaj sploh pomeni biti človek in kako se obnašati do drugih ljudi, da bomo izražali svojo spolnost, pa hkrati ne posegali preveč v spolnost drugih, ker naše pravice so vedno omejene s pravicami drugih. In tudi, če jaz sem spolno bitje in če imam zelo močno izražen spolni nagon, nimam pravice, tudi če mi je Mateja všeč, ker zdaj plant na njo pa jo. Čoha. Ja, čoha. Če mi je to ne paše, lahko jo poprašam, Mateja, te lahko počoham, no in jo potem lahko počoham. Ne? In na delavnicah spolne vzgoje imajo mladi in tudi mladi s posebnimi potrebami možnost, da te izkušnje, ki so se jim zgodile, kdaj v preteklosti postavijo v en kontekst, jih mogoče drugače vidijo, če se naučijo, predvsem pa gre za opolnomočenje v smislu tega, da znamo postaviti svoj osebni prostor in ga tudi braniti. Da vemo, da imamo pravico reči ne in da imamo tudi pravico reči ja, kadar si to želimo. Ker če tega ne naredimo in če gremo raziskovati po internetu sami in nas zanima, kako seksajo Slovenci, in naletimo na raziskavo. In tukaj so kar taki podatki, meni se zdijo precej, jaz bi si želela, recimo,
2-krat na teden, 1 uro, vsaj. Ampak vprašanje, kako je to v realnosti. Zdaj, če mi ne vemo, zakaj je dobro gledati tisto, na kar naletimo z nekimi očmi, ki vidijo za prvo sliko, bi jaz razumela, da je to normalno in bi se lahko sekirala, če jaz tega ne dosegam, če sem mogoče imela spolni odnos pri 23 ali pa pri 15. In na spolni vzgoji se ukvarjamo tudi s tem, kje dobiti sploh zanesljive informacije. In tukaj, če pogledate spodaj, piše, da je bila ta raziskava narejena na spletnem portalu Urgenca. To je portal za iskanje spolnih stikov. V tej raziskavi je bilo udeleženih 72% moških, pa 28% žensk. In to ni stanje za celo Slovenijo, ampak je samo stanje za tisti portal. Portal Urgenca obiskujejo ljudje, ki si želijo spolnih stikov in tudi njihove zaznave so mogoče drugačne od zaznav drugih ljudi. In če bi mi to raziskavo izvedli recimo na nekem drugem forumu, na kakšnem mogoče bolj versko usmerjenem, bi dobili drugačne rezultate. In na nek način smo vsi hendikepirani in smo vsi v neenakem položaju. Zato, ker ne dosegamo teh standardov, ki so posredovani preko medijev, mogoče nimamo dovolj spolnega znanja. A ste recimo vedeli, da imajo moški tudi točko G? Ja. Vsi? Ne. Ja. Ja, kaj je? Ne, okej. Recimo, če lahko bi se pogovarjali, kje je ta točka G? No, a mogoče veste, kje je? Jaz vem, ja. Jaz jih to na afternih učim. In pokažeš? Ja, moram biti bolj pogumnim jak. Ja, a ni to tam, a ni to nekje tam A ni to tam? Je, ja. Ja, tam, Na isti, pri anusu tam nekje. na istem mestu kot pri ženski, le da pri ženski lahko do te točke dostopamo po 2 poteh, pri moškem pa samo po eni. In recimo, zdaj se lahko tukaj pogovarjamo o tem, nam ni neprijetno, ampak mogoče komu pa je in mogoče je to še vedno tabu. Ja, je tabu. In ne pomeni, da če ti uživaš, kadar imaš recimo ob stimulaciji tvoje točke G, da si zaradi tega homoseksualec. Ker to je erogena cona kot vsaka druga, ker nima veze s spolno usmerjenostjo. Ta mit je treba tipom v glavi razbiti, pa se bo spustimo, pa začnejo uživati. Tudi tu neka striktnost, strejk, mačati. Ja, in to so te, kaj je tradicionalno moško, žensko. Zdaj pa eno vprašanje, kako se pa pride do te točke G pri moški? Ok, zdaj pa pomisli, rekel si, da je pri anusu, Ja. pa jaz ti rečem, da je noter nekje. A veš, kako pri ženski pride do točke G, recimo, če bi jo iskal, kako bi šel do nje? Ja, bi šel. Not, ja. No, pri moškem pa isto. Zdaj, ja. Aha, s prstom. Ja, s prstom zdaj dobro je, da pač imamo kratke nohte, da se ne poškodujemo, da uporabimo recimo lubrikant, da si potem roke umijemo. In to so recimo teme že za zelo napredno spolno vzgojo, ne? Za tiste, ki jih zanima in... Ok, tako da hvala. Timotej? Ja, vidite, hendikep nima samo neke slabšalne funkcije, se ne uporablja za ljudi, ki so v slabšem položaju, ampak je bil prvenstveno, če pogledamo iz športa, to izraz, ki je pomenil izenačene možnosti za zmago. Kar pomeni, da tisti, ki je bil boljši, je dobil v izhodišču slabše možnosti, zato da so bili približno na enakem. Ne? Tako da, okay, tukaj je en izsek iz kolumne, ki vam jo priporočam v branje in to kolumno jaz tudi pošljem svojim udeležencem, sploh odraslim. In tle lepo je razvidno, koliko je neke nepotešenosti, nekega nerazumevanja spolnosti, spolnih potreb žensk, moških v splošni slovenski družbi. Zname pomembno pa je pomemben ta stavek in sicer, da drugačen način razmišljanja o svetu že odpira pot drugačnemu načinu življenja. Zdaj bomo pa malo pohiteli in
bomo kar nekaj stvari preskočili. In recimo tukaj je citat od nekoga, ki je težko gibalno overen in ima svoje spolne potrebe in kaj pravi. Pri mojem telesu se zgodba o ljubezni, partnerstvu in spolnosti zaključi. Do socialnega statusa in moje ekonomske moči niti ne pridejo. Če pa bi naenkrat obogatel, bi najverjetneje prišlo do obrata in bi postal seksualno bolj zanimiv. Tukaj pokaže to ekonomsko. Torej, nekdo, ki je bogat, ki ima veliko sredstev, je veliko bolj privlačen, tudi če je fizično ne tako zelo v skladu s tem, kar na mediji posredujejo. Kant pa pravi, da pač je človek zrel takrat, ko misli avtonomno, ko se ne ozira na to, kar se mu prodaja, ampak ko sam razmisli, kam to pelje in zakaj je tako. Torej, tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo pravico do informiranosti in pridobivanja seksualnega znanja, do izražanja spolnih potreb v skladu z družbenimi normami, damo v oklepaju, da se norme spreminjajo, pa tudi do sodelovanja o odločanju o rojstvih otrok, o družini, o izbiri zakonskega statusa in do življenjskih razmer in strokovne pomoči, ki omogoča uresničevanje. In če se zdaj spet spustimo v Slovenijo v leto 2019, koliko imate zares tisti, ki ste bolj hendikepirani možnosti za to, da svobodno izbirate partnerje, da navezujete spolne stike, koliko vas recimo strokovni delavci pri tem podpirajo, koliko vas pa ovirajo in tega, ali pa starši recimo. Za starše je še težje, zato ker za starše so otroci vedno otroci. In če je otrok takšen, ki potrebuje več pomoči, starši pogosto naredijo to napako, da otroka še vedno gledajo kot otroka. Ja. Ne? Ampak zakona to ne zanima. In stvari so sicer na papirju zapisane, kako jih bomo uresničevali, je pa odvisno od nas. In zato gradimo skupnost in se pogovarjamo in imamo tudi pravico zahtevati svoje pravice. In prej sem rekla, da smo vsi na nek način hendikepirani. Tukaj je lepo to ponazori ta izjava. Ta oseba, težko gibalno ovirana, s katero sem se jaz dosti pogovarjala o spolnosti, zato ker se o spolnostjo ukvarja bolj, kot pa se ukvarjam jaz, vsaj teoretično. Pravi, da so ga velikokrat spraševali drugi invalidi, pač kako priti do seksa, kako sploh se spraviti k početju, kako naveze stik. In je ostalo, da je tem ljudem manjkalo veliko čutnosti, subtilnosti, zadržanosti, spoštljivosti in podobnega. To ne velja samo za hendikepirane, to lahko velja čisto za vsakega od nas. In tudi za tiste, ki so razni mačoti, pa bejbe, pa vse to, ki izgleda pač tako je super in fino in fajn. Tako da to so eni taki pojmi, o katerih se tudi splača pogovarjati, kaj pomeni biti sploh čuten, biti senzibilen do drugih, biti zadržan, mogoče spoštljiv. Bolj hendikepirani, je že v redu, potrebujejo več pomoči, zato ker imajo pogosto manj različnih socialnih izkušenj, so v nekih inštitucijah, v centrih, kjer so več ali manj stalno pod nadzorom. Imajo manj možnosti za samostojno iskanje informacij, včasih tudi težave z abstraktnim mišljenjem. To ne pomeni, da spolna vzgoja za njih ni, ampak pomeni, da moramo mi odrasli strokovnjaki in strokovni delavci prilagoditi svoj pristop in jim znanje posredovati tako, da bodo razumeli. Samo to, nič drugega. In zato imamo prilagoditve. Če si pogledamo še ta stavek, to je iz posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Veste, da je posebni program obiskujejo osebe, ki imajo težko ali pa zmerno pa težjo motnjo v duševnem razvoju.
In to je kot njihov učni načrt. Cilj tega programa pri 26, ko oseba zaključi, naj bi bil, da je oseba sposobna komunicirati o spolnosti brez občutkov sramu, strahu ali krivde. Strokovni delavci pa so jih dolžni osveščati o oblikah primernega spolnega vedenja in ustvarjati možnosti in priložnosti za to, da lahko te osebe negujejo prijateljske vezi, partnerske vezi. In če se neka šola odloči, da ona tega ne bo izvajala, je šola v prekršku. Ne spoštuje določil in ne spoštuje tega, kar je napisano v deklaraciji o človekovih pravicah. In to zahteva posebno pozornost. Ampak če mi ne vemo, da imamo te pravice, pa kaj se piše, potem se to lahko neovirano dogaja. Čim pa ljudje sami vedo, česa so upravičeni, pa znajo to povedati na nek primeren, spoštljiv način, takrat se potem lahko zgodijo spremembe. Če bomo pa samo čakali, da bo nekdo drug namesto nas te stvari uredil, žal jih ne bo. Okay. Tako da kaj bi pa želeli hendikepirani, pa mislim, da tudi vsi ostali, želeli bi odprte ljudi, ki se jih ne bi bali in bodo zmožni z njimi vstopati v resne, raznovrstne odnose, ter ne bodo z njimi infantilno ravnali. Infantilno pomeni kot dojenčki. Aha. Da ne bodo skozi samo delali nekih čestitk, pekli piškotov, to, kar se pač ponavadi dogaja v raznih centrih in tudi šolah, v posebnem programu, na primer. Potrebujejo in želijo si poglede, ki bodo sporočali, da so tudi oni privlačni, da so spolna bitja in neusmiljene vredni posamezniki. Kar pomeni, da smo vsi privlačni in da se da na vsakemu najti nekaj privlačnega. In to smo prej poskušali tako lepo prikazati, ko si ti Matej predlagala aktivnost, da se vsak predstavi tako, kot ga vidijo drugi. In te stvari, ki ste jih povedali, so bile večinoma lepe, dobre stvari in smo jih vsi povedali. Ja? A smem tlele samo nekaj pripomniti. Ampak ni to zanimivo, da po eni strani, če tako malo bolj pozorno človek posluša to, ali pa če malo gleda tako, kakšna je še z njim družba, ne? A ni to na nek način, ne bom rekel nesprejemljivo, ampak na način tako, kako ne se izrazim. Kar malo grozno, da pač glede na to, da živimo v sodobnem svetu, da se na spolnost oseb s posebnim oziroma oseb s hendikepi še zmeri gleda kot tako, ne. Sej je nesprejemljivo v bistvu. Tabu. Ja, tabu. Ja. Pa tudi veste sami, da ni res tako, da imate spolne potrebe in da tudi lahko pridete in do orgazma in da ste sposobni tudi nekih odnosov, če imate na drugi strani nekoga, ki je pripravljen. Recimo, imel sem ne vem izkušnjo, pa sej ne tako, kar se tiče spolnosti, ampak imel sem pač izkušnjo, recimo v Ljubljani, ker sem živel leto po enoti, ne. In tam so nas vse peljali ven in ne vem, in gospod pač zatrl za nami. Bili smo tako taka malo večja skupina, ne, spoštili živalne enote. So nas pač peljali malo ven pred novim letom, v glavnem, in se je pač prav grdo za nami, kaj je zdaj invalidi, ne, nisem si mislil tako sam pri sebi, no evo, še eden, ki pač ne ve, da smo lahko tudi invalidi popolnoma enakovredni, ne. Ja, ne, da ste lahko, ampak ste. Ampak smo, ja. Ja. Torej, poleg dotikov pomoči, ki so namenjeni negi,
vsi hendikepirane osebe, težko hendikepirane, lažje hendikepirane, intelektualno hendikepirane, fizično hendikepirane, pa tudi verjetno vsi mi ostali, ki se nam hendikep ne vidi tako zelo nazven, želimo iskrene dotike erotike, nežnosti ter naklonjenosti, ki prispevajo k našem psihičnem in fizičnem zdravju. Predvsem pa želimo in potrebujemo družbeno okolje, kjer se bodo lahko tudi hendikepirani na druge naslavljali kot na brez sramu, kot spolna bitja. To je rekel Andrej J. Jug, ki ga danes žal ni z nami, zato ker nismo vedeli, ali bo prostor prilagojen ali ne bo. Tako da, če se bodo ta srečanja nadaljevala, in Dušan pravi, da se lahko nadaljujejo, ga bomo kdaj povabili in boste lahko tudi z njim kakšno rekli. Ker splošna poučenost o spolnosti je pomembna, zato ker na ta način obnavljamo neke kulturne vzorce in nadaljujemo te prakse. Tako da bolj se bomo pogovarjali o spolnosti in spolni vzgoji, boljši svet bomo lahko oblikovali. Jaz bom zdaj na tej točki zaključila in bom besedo predala Mateji, da nam bomo prerezali. Aha, ok. Tle so eno vprašanje še za razmislek, ampak res za razmislek. Aha, se ne vidi. A jih preberem? To so samo za razmislek. Kaj je tisto, kar bi bistveno povečalo kvaliteto življenja ljudi? In katere načine življenja velja sploh prenašati na naslednje rodove? In kaj je to svobodna spolnost? Ali pa kako se spolnost hendikepiranih tiče vseh nas? Kako lahko mi v praksi prispevamo k pravici do svobodne spolnosti za vse? Kdo pa sploh naj poskrbi za spolno vzgojo ljudi v najširšem smislu? Ali pa čisto konkretna vprašanja. Kako zadovoljni smo s svojim spolnim življenjem? Oziroma, ali nam v tem smislu česa primanjkuje? Mogoče še bolj pogumno vprašanje. Koliko od vas je kdaj pomislilo, da bi imeli spolni kontakt z nekom, ki je kakorkoli hendikepiran oziroma drugačen? Enim je to fetiš. Enim je to fetiš, ja? In v tujini obstajajo prav društva, kjer se združujejo ljudje, ki imajo fetiš na hendikep. Tako da morda bi veljalo v Sloveniji ustanoviti eno tako društvo, mogoče klub, ja, in bi na ta način lahko povečali možnosti za tiste, Kaj so to? ja, ki sami težje. Ja. Ne? Okay. Ali pa to, razmislite sami pri sebi, koliko ali bi pomagali drugemu človeku pri dosegu orgazma. In to je vprašanje, s katerim se jaz na delavnicah spolne vzgoje, kadar jih imam za starše, srečam redno. Sploh pri osebah, ki so duševno prizadete malo bolj. In starši opažajo potrebo in so v stiski, ker ne vedo, kako naj zdaj svojemu otroku razložijo in kje je meja med spolno zlorabo, kdo naj bi to, kdo bi to sploh lahko počel. Recimo, a bi vi mogoče, ko ste prostovoljka, kot spremljevalka, negovalka, a bi pomagali, recimo prej ste omenili nekoga zelo težko hendikepiranega. Recimo, to je vprašanje za razmislek, a bi jaz mogoče, a bi ti, ali bi kdorkoli, ne? Ja, pa mogoče bi želeli pa potrebovali to bolj, kot pa neko zaposlitev. Se mislim, da se to enkrat vprašanje, ker znamo to lahko tudi kaznovali in prekršek, so se ukvarjali z, mislim, kar dosti takimi vprašanji, sploh v takih ustanovah, če se to lahko počne ali ne. Zdaj jaz temu ne sledim in me zanima, če mogoče ste vi kaj. V tujini imajo prav spolne terapevtke. Mislim, da je pa to poznam, ker je na napotenco dobijo. Ja, tako. Nemo to tle uvec. Aha, ja. Recimo, da bi mi imeli skupino in bi se potem odločili, da
potrebujemo to in potem bi svoje napore usmerili v to, da skupaj pogledamo, kaj, kako se pride do tega. Ne bi se samo pogovarjali pač o fantazijah, o fetiših, o čemerkoli, ampak če je to neka konkretna potreba, potem bi bilo smiselno se pogovarjati o tem. Okay. Ja, kasej, če smem v bistvu tega, sam malo dopolnil. Sej dejansko smo vsi odrasle osebe in čeprav, kot sem prej rekel, čeprav imam jaz sam občutek, da je spolnost še nek tabu, ampak dejansko pa treba pogledati drugo plat zgodbe. Spolnost je lahko tudi nekaj zelo, zelo lepo. Je tudi univerzalna, ker si jo vsak lahko privošči in zato ne rabimo nekega hudega denarja, ne rabimo hudega časa, rabimo mogoče prostor, kjer smo sami ali pa s tistim, ki nam veliko pomeni in mu zaupamo. In mogoče bi namesto, da toliko časa preživimo na raznih razprodajah, dogodkih komercialne narave, lahko več seksali in bolj poglobljeno se tega lotili, pa bi bil svet lepši. Bili bi mi bolj zadovoljni, počutili bi se boljše, bolj sprejeto, zaželeno, ob tem, ko seksamo in doživljamo orgazme, se sproščajo hormoni in te hormoni močno vplivajo na naše počutje. Tako da, ja. Te hormoni se ne sproščajo samo ob orgazmih, ampak že samo ob telesnem stiku in dotiku osebe, ki te privlači. Če povem recimo konkreten primer, ko sem pripravljeno podelala pač kot zdravnica, ko sem imela pač napad sklop obveznih predavanj. In eno od teh predavanj, mislim, da je bilo na IVZ-u, ki je zelo pač kao predavanje, mi pogledamo na spored, predavanje, spolnost, čakaj malo, zdravnikom bojo predavali spolnost, čakaj, a se oni malo norca delajo, kaj nam bojo predavali semenčica, jajčece, vulva, penis, kaj, ko sem prav spojali, smo rekli, what the fuck nas bojo pa mnogo zdaj naučili. In smo tako prav fascinirani nad predavanjem, mi so predavali to, kar že vse vemo, ampak prav pač po medicinsko, kjer vse hormoni se sproščajo že samo ob dotiku, ki nima veze ne s penetracijo, ne z orgazmi, ne z jajčici, semenčici, pač konkretno endorfini pa oksitocin in dejansko kakšno ugodje, blagostanje, psihofizično, duhovno zdravje ti daje že samo telesni stik s primerno osebo pač z ozuno, ki ti privlači in ki ti nekaj pomeni. Že samo objem. Ja, tako je. Ja, tudi objem med nami, recimo, med prijatelji, je že dovolj, ne? Potem pa seveda lahko gremo od objema naprej, če sta dva za. Prepovedovati vse to. Tako da, po tem programu smo rekli, da kapo dol, dobro so nam dali piko na i, pa če že dan. Ja, čeprav sam je pa tudi to res, ne? Sej ne prepovedovati tako, ampak ne vem, jaz recimo pa vse vem, da bi bil zmožen človek postaviti na nek način zelo, zelo ostro mejo do tukaj, ja? Pač bom spustil človeka, pač seveda nasprotnega spola, ne? Od tukaj naprej pa nič več, ker mi je neprijetno, ker me zadeva boli, ker... Ja. To mora druga oseba spoštovati tudi. Ja. Ja, pač to je treba biti obveščen, pač si povedati, ne, do kje pa, kako pa, zakaj pa, s čim pa, kako pač, kako najboljši. To je pa velik tabu v današnji družbi, tako da si niti ne upajo povedati, naprimer na zmenk, če gresta, po zmenku, a naj se veste, kako gre, ne? No pač si tam povedati, kako bi to rad delal, pa na kakšen način, pa če bi rad kakšen bič ali kaj tacka, ne, to je čistih tabu. Ja, ti imaš prav, ja. Res je, koliko v drugih stvarih se tudi odgovarja. Tako da odgovoriš karto za karto, če naenkrat se poveš, mislim, vse meni se fulkrat moški ustrašijo, če na začetku preveč naenkrat povem, tako da step by step. Ja, step by step. Tako potem gradimo odnos in zaupanje in tako so naše izkušnje boljše. Tudi ni treba, da so vedno spolni stiki, so včasih dovolj čisto objemi, nas to zadovolji. Samo te pa najdejo tudi ljudje, ki ti pa
pa je prijetje, ne? Ja te vem, je timo, da te me dalo enkrat, timo tera pa te ljubice, ne? In ne jede moja vzgojiteljica bila poleg. Videla ne te meta te ljubice, kad ogane v teh igravne. In so pravijo, da so pravila v inštituciji. Kadar vam tako pravila, lahko poveste, da je v deklaraciji splošnih človekovih pravic napisano, da imamo vsi ljudje pravico do tega. Ja. Ok. Tako da skrb zase je hkrati tudi skrb za drugega in skrb za skupnost. In bolj se bomo pogovarjali med seboj, pa se naučili nekega spoštljivega pogovarjanja in upoštevanja drug drugega, boljši svet bomo zgradili. Zgradili ga bomo skupaj, ne bo se zgradil sam. Tako da, tukaj je ena knjiga še mogoče, kjer konkretno opiše, kako pomagati težko gibalno oviranim pri doseganju spolnih užitkov. In so noter izkušnje iz prakse ene strokovne delavke, ki je delala v takem centru, kot je vaš center, in kako je iz potreb uporabnikov prišlo, kaj oni zares rabijo, in potem, kako so se s tem spopadali. Ja, kje bi se pa dali dobiti to? Mislim, da v knjižnici bolj ne. Po moje bi ti konkretno je lahko dobil od Dušana, Dušan jo verjetno ima. Ali pa naročiti po internetu. Ja. Tako da... Si vam zdaj zabeležil, da bi Dušana? Aha, da ti da knjigo, če jo ima. Ta knjiga se poimenuje Supporting Disabled People with Their Sexual Lives. Lahko ti tudi pošljem, Timotej, naslov. Aha, ok, no, prav po SMS-u pa pol, če me boš še upomnil. Slikaj to. Dej slikaj, ja, slikaj, ki me boš. Prosim, I ona to je daj nekaj ne, ja dumem, ne? Ok. Tako te vam danete na Facebook. Tako te vam danete na Facebook napisala, da potem imate pote na odhoda iz zavoda in tem traja 95 let, ne? In moja vzgojiteljica ne jabi bati briga, kaj ja te delam, pa tudi tebi je ono delala, ne jabi vedeti. Do ene mere mora vedeti, ker vseeno je ona odgovorna zate. Kako se pa vidve o tem pogovarjata zares, pa kako poskušata razumeti drugo. Ne samo, da ona tebe razume, ampak kako probaš ti njo razumeti. Ja, ampak moj vzgojiteljici torej, da ji malo potemejujem, ne morete do konca priti, ker je tako pametna, da vidi, kakve težave. Ja, Maša, ampak je pa tudi tako pametna, da te je napotila sem danes. Lahko bi rekla, če bi bila zelo zlobna. Napotila te tam, ker sem te odelotrala. Da greš, no prav. Ampak ti je dovolila, te ni pač rekla, Maša, moraš biti na jogi, joga je tudi pomembna, ker je pomembna. Tako da na tej točki zaključimo, prav. Hvala. Zdaj pa izpredajam besedo in čas na tebi. Ja, moja tema ni tako intimna in tako družbeno, osebno, zanimiva, Maša, hvala. V bistvu, jaz bom prilagodila malo, ker smo, mislim, ne da smo pozni, ampak ne bi vas rada dolgočasila. V bistvu, jaz bom govorila o skupnostni skrbi v lokalnih okoljih. Naslov je zelo širok, ampak bomo ga zbožali. Začeti sem želela z tem, kaj bi za vas pomenila sploh skupnost. Ja, lahko jaz. Ja, zdaj, lahko jaz povem. Ja, seveda. No, pač to skupnost, zdaj je to širša ali ožja? Čist, odvisno. Skupnost, na primer, lahko je skupnost ulična, lahko je pa, to so v bistvu skupine ljudi, več družin, na primer, je lahko skupnost.
pa tako. Mi smo tudi lahko bi bili skupnost, pač to je skupina ljudi, ki se nekako povezujejo. Tako. Zdaj recimo odgovori so bili, da prideš skupaj, skupnost je dom, je narava, skupnost je pojem povezanosti, dostopnosti, lahko je direktno gledališče, kavarna, ali pa recimo skupnost je tudi sosed, pri katerem lahko prideš po moko ali mleko. Zdaj, ali pa na kafe. Tako, čisto odvisno in zelo širok pojem v bistvu. In potem, kaj je v bistvu skupnostna skrb, če grem čisto teoretsko, je v bistvu lahko povezovanje nekaterih služb interdisciplinarnih, ki zagotavljajo zdravstveno in socialno varstvo, delovno usposabljanje, zaposlovanje, se pravi neke ključne zadeve, ki so potrebne za življenje. Skupnostna skrb je lahko tudi nasprotje institucionalne skrbe, ki označuje nek razvoj različnih storitev, ki omogočajo kakovostno bivanje v domačem okolju. In pa skupnostna skrb, pravi Flaker, da je skupek resničnih sprememb v skupnosti, solidarnosti in neki skupni skrbi drug za drugega. Zdaj, zakaj jaz toliko te skupnosti omenjam? Zato, ker sem v prejšnjem letu opravila eno tako široko raziskavo na temo invalidske politike v lokalni skupnosti in sicer v občini Kamnik. To je bilo v bistvu eno zelo razpuščeno orodje za oris skupnostne skrbi v občini Kamnik. Zdaj, govorila sem z medobčinskim društvom invalidom Kamnik, društvom staršev otrok s posebnimi potrebami, občino Kamnik konkretno ter s Centrom za socialno delo Kamnik. Tu bi bilo sogovornikov še veliko več lahko, ampak je bila res taka na hitra raziskava narejena čisto, bomo videli boljše v prihodnosti, na kaj sem se navezovala. Izhajala sem iz listine občina po meri invalidov. Jaz bi rada prvo se osredotočila na poimenovanje invalidi. Jaz te besede ne rada uporabljam, oziroma se rada za sogovorniki pogovorim, kakšno poimenovanje želijo. Zdaj, eni se strinjajo in želijo poimenovanje invalidi, eni so osebe s hendikepom, odvisno. Zdaj, če vaše mnenje... Nam pravijo osebe s posebnimi potrebami. Ok. To se v bistvu že čas izključuje iz javnosti, ker so dileme, ki sem že govorila s strokovnjaki. Kako bi se res te osebe poimenovale? Mi v centru smo se osredotočili na uporabnike, ker če imate vi kakšno pametno idejo, bi bila tudi jaz zelo hvaležna. Kako bi se te osebe poimenovale? Osebne potrebe, če smo čisto iskreni, imamo vsi. Invalidi smo lahko si v glav tudi. Tako. In tudi, ja. Da res tu je odvisno tudi od konteksta, pa na koga se nanaša. Zdaj, jaz včasih uporabim, ker je v agendi 22 oziroma v teh standardih so poimenovali strogo uradno in v zakonu zapisano besedo invalid. Jaz uporabljam bolj oseba z izkušnjo, oseba z hendikepom, oseba na vozičku in na tak način poimenujem. Tako da, kaj v bistvu sploh je ta občina po meri invalidov. Tukaj se vključuje Zveza delovnih invalidov Slovenije, ki spodbuja občine po Sloveniji za načrtno odzivanje na potrebe invalidnih oseb in za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kvaliteto življenja v bistvu vseh občanov in občank. ZDIS na podlagi tega podeli listino občino po meri invalidov, kadar občina načrtno razvija, spodbuja povezano delovanje različnih družbenih dejavnikov ter realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo k večji kvaliteti osebnega življenja. Ustvarja tudi možnosti za aktivno udeležbo v družbenem življenju z namenom udejanjanja pravic občanov oziroma državljanov. Zdaj, tale občina po meri v bistvu izhaja iz agende 22. To je priročnik, jaz ga imam tukaj, sveže natiskanega, če želite. To je 22 standardov zbranih, ki naj bi zagotavljali polnovredno
in kvalitetno življenje vseh občanov in občank, ne glede na handicap ali, ne vem, življenje samo. Tako da niso pravila zakonsko zavezujoča, občina se sama odloči, ali bodo to implementirali ali ne. So sicer politična in seveda moralna zaveza, meni se zdijo zelo uporabna pravila, zdaj izhajajo prav iz potreb oseb z invalidnostjo, tako da mislim, da je edino pravilno, da izhaja iz uporabnikov samih. Recimo, če pogledamo, kako sploh pride do tega načrta, vrhovni organ oziroma sama organizacija društva lahko izrazijo željo, da bi se občina odločila za izdelavo načrta invalidske politike. Potem se naredi popis dejavnosti, popis potreb po javnih storitvah in posledično se imenuje skupina za pregled agende 22, ki načrtuje in usmerja delo, zbira analize in predloge za osnutek tega, kako bi rekla, načina življenja, ki ga bo občina implementirala oziroma vsi vključeni. Se pravi, pripravi se potem osnutek načrta in se potem tudi oblikuje politika ali skupščina lokalne oblasti in sprejmejo tale načrt, ki se izvaja v vseh naslednjih letih. Tako da v bistvu to je dolgotrajen projekt, ki zdaj ne vem, a občina Kamnik mislim, da tega ne bo izvedla še. Lahko bi. Jaz sem to zdaj ful pohitela, zato ker bi rada, tukaj se nastavlja vseh 22 standardov, lahko jih tudi tja prinesem, če bo lažje, pa bi si mogoče zbrali kakšne in se mogoče pogovorili malce o njih, če vam je okej. Standardi so sicer naslovljeni na lokalno skupnost oziroma na akterje invalidske politike v občini. Zdaj mi bomo govorili iz lastnih izkušenj. Timotej, te lahko pomagaš? Ja, prosim. Dajmo svoj podsrač. Ona meni je sve. Da se je to spet zdravi, tako je nekaj. Koliko se vam zdi? Ali pa tri. Pa ne vsak si izbere eno vprašanje, zdaj če je kaj nejasnega, ker to je res naslovljeno je bolj na te lokalne oblasti, zato ker so oni odgovorni, oni morajo oblikovati rešitve, ampak jaz bi tukaj rada, da se mi pogovorimo o tem, kako vi to doživljate, tako da recimo, če piše, kako lokalna oblast podpira športne dejavnosti, bi želela, da v bistvu je vprašanje, kako bi vi želeli, da so organizirane športne dejavnosti. Vse bomo šli skupaj skozi, pa eno ali pa dve vprašanje se izberite, pa bomo šli. Ok, a lahko začnemo? Lahko začnemo. Jaz bi to ekonomska politika. Pač tukaj jaz mislim, da je to, kako pridejo hendikepirani do sredstev. Ja. Pač, to mislim, da še ni dosti opredeljeno po Sloveniji, da še tle veliko primanjkljaje, kako bom jaz, ko si parih informacij ne morem zapomniti tako dobro, kot se en drug lahko, pa to niti niso tako ozaveščeni, pač niso obveščeni o tem, da meni ni čisto logično, da je danes tork ali pa sreda, pač tako, da lahko to pozavamo. In to se pravi, da bi bilo mogoče kje bolj jasno napisano, da veš, na kam se obrniti, na kjerem mestu dobiti nekatere informacije, na koga se obrniti. Ja, pa tako, da bi bilo to bolj ozaveščeno, da to ni čist samo po sebi vezno, pa tako. Je še kakšno vprašanje, ti zanimivo tam mogoče? Vse kar vzamete si čas. Mogoče kdo drug že ima kaj?
Ja, seveda, ne bomo šli po krogu, bomo kar tako malo. Recimo tale. Prvo samo, če lahko, da bodo ostali vedeli, za kaj se gre. Pravilo 17. Koordinacija dela. Ja. Ali znotraj lokalne oblasti obstaja stalni koordinacijski odbor za vprašanje invalidov? To zdaj vsaka občina, lokalna oblast je mišljena občino, ne? Ja. In zdaj mene zanima, zdaj Rok živiš kje najverjetneje, v Kamniku, tvoja občina ali kje druge? Ja, drugače vas oziroma zasedek spada v občino. Ja. To je v bistvu potem vprašanje, ali recimo v občini Kamnik obstaja nek koordinacijski odbor, se pravi, nekam, kamor se lahko ti obrneš z vprašanji, ki dotično se nanašajo na te, se pravi, glede pravic, glede, ne vem, tudi spolnosti, če smo govorili, če imaš kakšno vprašanje, če v občini Kamnik obstaja kot, recimo, imaš turistično-informacijski center, če imaš recimo neko službo ali pa na občini oddele, kamor se lahko obrneš, pa ti znajo pomagati. Ja. Je. Še kdo? Kako izkušnjo, da deli? Recimo ti, Maša, ko boš šla ven naslednje leto, ki boš šla v Maribor, ne? Ja. Ampak ja tega prijatelja ni tu, ne? Ja te imamo potobljene tejakovnega od tebe. Eni to potobljeni, dovolj potekovani za to, eni pa nit. Ker donete itak telute vednite, da ti tekova, pa te nimajo telov. In kaj je? Da sem navezati na to, da mogoče, ko boš šla ven, da se stače poiskati, ali je v Mariboru taka pisarna, kamor se lahko Ja, tedle me to najdela, ker mi je pod miniteliteva, da toliteva, da je mogla moja mama ojenega jak videti. No ja, da je lik, hvala kada ja. Da to mi patete pa je menili ne eno tedovo, ampak kaj 9. In Se pravi, to se potem tudi na ozaveščenost nekako naveže, ne? Da v bistvu takšne informacijske službe bi bile tudi fajn za to, da se lahko osebe obrnejo glede vseh vprašanj tudi kako do financ. Pa te ljudi bi mogla biti, da one mlade, ko nimajo da delate ali pa itejo delo. Glede tega povedala. Hvala! Jaz glede tega še malo dodala, ker je Maša začela. V bistvu resnično manjka v vseh občinah mogoče taka pač ena pisarna, kamor greš, se obrneš, poveš težave in ti oni svetujejo. V bistvu zato ne bi bile centri za socialno delo, ampak iz vseh izkušenj, ki jih imamo, dobesedno zakone vemo pred njimi, naprej ministrstvo pa posreduje, kako to speljati, pa poteče še naslednjih pol leta. Tako da tle vem, da ste socialne delavke, ampak ne vem, če je to, kar bi potrebovali od njih. Ali so prepozno obveščene iz ministrstva, ali so same premalo aktivne, oziroma Center za socialno delo ne bi bil tak, ki bi pomagal ne samo invalidom, tudi ostalim ljudem. In tam bi mogel dobiti vse odgovore na vprašanja. Ker pa je to preveč zbirokraciran in vem, da imajo ogromno dela in ne vem kaj, kako zdaj to vse speljati, bi pa mogoče res kakšna pisarna mogla biti v vsaki občini, ki te pa pol napotila in ti v bistvu razložila stvari, ne da sam iščeš. Jaz mislim, da tle v Sloveniji je še tega zelo premalo. Tudi to ozaveščanje, ko pridejo novi zakoni ven, to ne pride glih na vse hribe in doline. In res živijo ljudje še v velikem pomanjkanju stiskah, ki sploh ne vejo, kaj jim pripada, pa kaj bi lahko zahtevali.
da o pravicah sploh ne govorimo, pravice tle so pa res samo pravice, kdo pa jih izvede, pa ne vemo. Recimo, ali pa tudi tole vprašanje, ne, se mi zdi zelo zanimivo. Kako so v koordinacijskem odboru zastopane invalidske organizacije? Tu sem se hotela ravno navezati, da v bistvu takšne službe bi morale zaposlovati osebe z izkušnjami, ne? Pač socialne delavke verjamem, da ja, iz različnih razlogov ne zmorejo vsega, niso dovolj same aktivirane in podobno, ampak jaz mislim, da ravno zato so pomembni takšni pogovori, kot jih imamo tukaj, se tukaj govorijo osebe z izkušnjami, ne? In tako najbolj tudi vejo, kako in kaj osnovati v bistvu življenje, ki je prilagojeno in je enakopravno za vse. Tako da zdaj, Maša, si ti hotela kaj podobnega? Ja. Ko je Gotepa rekla, da ne ve, kaj delajo na socialnem delu, vam ja te povem. Niti ne delajo, ker te jim putika, da invalide, pa te imajo kaj. Ne, jaz tle se strinjam z Matejem, ker resnično ja, z izkušnjami, mogoče z lastnimi ali kakorkoli drugačnimi, ker Lidopolet sem bila na enem izobraževanju, kjer je predavala direktorca enega takega doma, ki imajo invalide in ona ima tudi punčko s posebnimi potrebami, ali pač hendikepirano in tisto njeno predavanje, njene zahteve kot direktorce, mislim, to je bilo nekaj izjemnega, moram reči, ker ona ima izkušnje in ve počutje svoje punčke in nekdo, ki nima teh izkušenj, je tudi težko lahko to govoriš, pa to objavljaš, pa to. Zato je toliko pomembna tale agenda in tale vprašanja, ki v bistvu res izhajajo iz potreb uporabnikov. In v bistvu bi se vsaka občina morala odzvati na njih, zdaj dobro, vseh najverjetneje ni niti možno, niti finančno upoštevati, ampak že da je slišan vidik nek, da se malo senzibilizira celotno skupnost, je že, se mi zdi, da en napredek. Ne samo glede pravic, ampak tudi čist osnovne zadeve, dostopnost, religija, kultura, športne aktivnosti, čist navadno družabno življenje. Da zdaj ne vem, če ima še kdo kakšno vprašanje, ki bi ga prebral? Recimo, aloh, čisto ko še nekaj podpomnem. Seveda. Ena od naših vodij, pa je uporabnik, ki je pač tega centra, sta šla na uporabniku, in recimo sta s tem, da je ta uporabnik fotografiral, sta ugotovila, da je recimo Kamnik še vedno precej neprilagojen za gibanoverne, ampak dobro, jaz recimo, ki lahko hodim, nimam takšnih težav, ampak nekdo, ki je pa na vozičku, pa recimo bo pa težko prišel čez tokle visok pločnik, ker ima pač robnik. Tako, en izmed teh standardov je potem tudi dostopnost. Jaz sem to raziskovala v občini Kamnik in sem ugotovila, da so neke prilagoditve, ampak še vedno so takšni malce absurdne zadeve, ko mogoče bi z lahkoto se rešile, kot je na primer knjižnica, ki ima dostop za osebo na vozičku, ampak so tista hodna vrata recimo skozi zaklenjena. Tako da takšne malenkosti, ki marsikomu veliko pomenijo, sploh če so na vozičku. Pa to ne je samo za vključevanje oseb na vozičku, ampak tudi, ne vem, za mame z vozički, za starejše z hojicami, pač gre se za celotno družbo. Ker mora pač nekdo, ker mora pač neka zelo tretja oseba zraven, ki bo preskočila v tretjo. Smem zmotiti. Naš čas se je iztekel.
Jaz jih moram pripeljati na večerjah v 6:30, tako mi je naročeno. Z velikim veseljem bi to poslušali, jaz mislim, da tudi ono dan. Jaz imam še nekaj, ali ima lokalna oblast posebni razvojni sklad za invalide? To mislim, da bi rabila vsaka občina imeti. Posebni pač ta sklad za invalide, ki pač bi vsak lahko dostopil do njega. Pač samo mogo videti pač prijavo ali kako tako nekako, da se ve. Ja, to mislim, da se ureja za socialnimi pomočmi in različnimi dodatki na centru za socialno delo, zdaj točno občina, pa ne vem, kako ima to urejeno. Aha, ne, sem pač kot tako. Nima. Res preko socialne vsaka. Vsi ti dodatki, finančne, take in drugačne pomoči, ki so pa itak določene z zakonom, tako da tudi, če bi kaj hotel preseči, kje ne gre, so lahko še to v redu socialne delavke, pa pač ne more speljati, ne? Maša še tega poslovino. Pej zakonodaji pa je tako. Jete jedno pate je da ji dava pate odgovorna za to. Ampak te niče ne da idija tega zakonodaje. Poglejte ti v Ameriki, kaj se dogaja, ko imajo te jampe je ponojel in kaj bomo? Odvisno, ne? Vsaka država ima svoje prednosti in slabosti. Tako da, pa vam... Zdaj, pa bomo mi še nadaljevali, Diana, pa imamo razpored. Ja, kateri ti povej? Hvala. Smo do pol sedmih, ne? Tako. Tako da še 10 minut. Adijo, Maša. Upam, da se še kaj vidi. Luka, adijo, Adijo, Timotej, se vidimo. Ja, to bomo kdaj. Nikoli, po mojem. Nikoli te ne vidimo. Pridite kaj na štacion. Štacion, ja, kako pridemo. Nadaljevala se bo debato, kot pa da gledamo v PowerPoint. Jaz imam eno zaključno vajo pripravljeno, še lahko pa se posvečamo. Meni je to ta debata fulje bila. Poslovanje invalidov. Boj to preukamo, to štimamo. Invalidska podjetja, misliš? Ja, invalidska podjetja, da bi za uvajanje usposabljali, pač da lahko šel invalid usposabljanje. Jaz nimam informacij, kdo zaposluje, ampak sigurno bi na Centru za socialno delo, da bi če bi se hotela aktivirati kot zaposlitev ali pa na Zavodu za zaposlovanje, sigurno imajo te informacije, čeprav kolikor sem jaz spraševala, naj v Kanadi ne bi bilo, ampak to ne pomeni... Mislim, da to ne pomeni zdaj, da teh možnostov, ki bi rekel, pridite k nam na kavo. Pač čist taka osnovna stvar, lahko skupaj greste čez recimo Agendo 22, oziroma imam tudi dostop Zveze delovnih invalidov, imajo vse postopki napisano. Veliko občin v Sloveniji je že listino, mislim, vse to je samo, to je na nek način naziv, ne, za občino, ampak po drugi strani pa so spremembe, ne. Tako da jaz mislim, da pač tu bi se samo mogli dobiti na sestanku. Nekdo bo mogel biti tisti, ki bo poteknil in rekel, dajmo se dobiti. Ni vas veliko, vsi delate dobro in se mi zdi, da je to lahko samo plus.
Jaz sem magistrsko nalogo naredila iz tega, tako da bo do junija bo zaključena. Lahko vam tudi pošljem kot nek pogled, kaj sem jaz v tem času dognala oziroma raziskala, ni veliko, ampak je pa lahko kot neka usmeritev, no? Ker so tudi rešitve oblikovane. Prav za Kamnik. Ja, no se Kamnik je itak, mislim, je občina, ki je itak naklonjena tem zadevam. Absolutno. Sam nekdo mora biti tisti, ki bo vlekel karavano. Da se da. Rok, hvala za aktivnost.